Nara, dober dan. Zdaj je že, a ne? Zdaj Mhm. tista ura je skozi 12 drugače. Čeprav tudi mislim, da je 6 minut do 12. Odlično. Tako da Točno živijo opoldne. v zdaj, a veš. Za tiste, ki Nare ne poznate, sem pripravil malo konteksta, a ne? In gre takole. Nara Petrovič je izvorni fekolog, ki se bavi z moderiranjem in organiziranjem velikih konferenc, delavnic, predavanj na temo sonaravnega bivanja in delovanja. Je zagovornik razkošne preprostosti, bo še kasneje povedala, kaj to je, ne? Ki piše in prevaja številne knjige ter članke in je hkrati avtor uspešnice Človek navodila za uporabo. Je graditelj zdravih skupnosti in podpornik čistega okolja. Med drugim tudi pobudnik dogodka Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki se je kasneje uspešno razširil svojo idejo prek mej in v širni svet. Koliko natančno, koliko držav? 50. Pomemben člen in član globalne mreže Ekovasi in še in še in še. Skratka, Nara Petrovič, hvala, da si vzel čas, priletel v Moravče, ampak ti si rekel, da v Moravče poznaš, da si že kolovratu tukaj okrog, ne? Vsaj v neposredni bližini. Nikjer nisem bil. Kje sploh začeti, Nara, glede na to, da je tvoj področje delovanja in udejstvovanja tako širok? Ne vem, kjer pomoči s prsti je mokro. Mene je tale, recimo, tvoj naziv je tak fascinanten, zanimiv, izvorni fekolog. A lahko razložiš, kaj je to sploh? Fekolog. Začelo se je s šalo, ker sem razmišljal, kako naj se predstavim v javnosti. Nimam nobenega doktorata ali pa česa, ne, in potem je nekdo bleknil, sem drekolog, ne, ker se pač ukvarjam z sranjem in z drekom. Ampak to se je slišalo tako malo preceneno, ne. Ja. In sem potem iz tega razvil, pač ukvarjal sem se z ekologijo tudi in spet v nekem šaljivem pogovoru smo šli od kaj je več kot ekologija, ne, in potem je rekel, kaj pa, če greš po abecedi A, B, C, D, E, potem pride F, ne. Fekologija. In je to tako dobro zvenelo, sem rekel fekolog, mislim, res dobro. Sčasoma sem iz te šale razvil celo razmišljanje, skoraj bi rekel doktrino o tem, ki če jo povzamem v eni sutri ali v eni maksimi, je poskrbi za svoj lastni drek. In skrb za lastni drek pomeni ne samo za drek, ko gremo na stranišče, ampak tudi za ves ostali drek, ne. Individualno in kolektivno. Če vsi to storimo, potem pridemo do dna ekologije. Ker kaj je drugega ekologija, kot da poskrbimo za nesnago, neumnosti, ki jih počnemo v življenju. Ne moremo se ukvarjati z zunanjo umazanijo, odpadki, onesnaženim zrakom in vodo, če vzporedno s tem ne poskrbimo tudi za vsem tem, kar je psihološko, duševno, duhovno in naprej. Na tvoji spletni strani začenjaš razdelek o meni takole. Moje raziskovanje pristne človeškosti je kar se da intimno. Sem sam svoj lastni poskusni zajček. Kaj to pomeni? Kaj si s tem mislil? Ja, s tem mislim, da določene teze, ki sem jih zasledil v tekstih, raziskavah, študijah, knjigah, mi ni dalo miru, da ne bi to v svoje življenje prenesel in se opazoval. Na primer, za ilustracijo, že 15 let uporabljam samo žvečne paličice za čiščenje zob. To so palčke, ki jih požvečim na koncu in potem z njimi, s ščetkico, ki jo naredim iz paličice, si čistim zobe. Začelo se je kot eksperiment, seveda, kot vsaka stvar. Prvi teden je bilo luštno, drugi teden je bilo še vedno luštno. Potem sem šel še ostala drevesa preveriti, kako dobro delujejo. S katerim drevesom si pa začel?
Ja, začel sem kar z nekim, nisem vedel, s čim začeti in sem pač, Ta prvi, ki je pač bil. prvo vejico sem tam Ja. odlomil, ni glih bila dobra, potem sem šel do drugega, eno lesko sem vzel, pa ene stvari so bile boljše, druge slabše in ker slovenskih dreves pa grmovnic ni nikjer obdelanih v kakih študijah, ne. Najdeš indijske, avstralske, južnoameriške in podobno, ne, afriške vrste, evropske so pa nekako v zatonu, ne. V Mariboru sem živel takrat, nisem imel limonovca, da ga probam, ne. Ja. In, Si ali se pa mogel oljke, po ne. svoje znajti. Sem se moral po svoje znajti in sem pač na koncu dodelal to do popolnosti, bi rekel. Tako da moje žvečne paličice bi rekel, da so zdaj boljše od, če greste na internet pogledati video predstavitve, kako narediti žvečno palčko, je kar nekaj. Ne dobiš dobre ščetkice ven po njihovih navodilih, ne. Po mojih navodilih dobiš tako super fino, kot ono pri zobozdravniku, ki ti polirajo zobe z njo. Tako ščetkico narediš iz lesene palčke in si s tem zdrgneš zobe. No, tako da sem poskusni zajček Ja, na ta ja, način, ja. da v bistvu sam sebe uporabljam za primer. Ja. In pač, ja. In naravno, oziroma sonaravno človeško bivanje in delovanje prakticiraš, tako kot si zdaj rekel, že koliko časa? Mislim, zdaj to je pa taka stvar, ki je težko reči, ker Ja. vedno malo on and off, ne, pač Ja. malo bolj, pa malo manj, pa malo bolj, pa malo manj, pa kaj sploh sonaravno pomeni v današnjem času. So ljudje, ki so veliko bolj sonaravni, ki imajo samo naravno obleko, nekaj, kar si natrgajo, naberejo, pa stkejo in potem si oblečejo to, vse pridelajo sami, jejo koreninice, lubje, ne vem kaj vse. So taki ljudje, ki bi jim marsikdo rekel, bolj sonaravni. Jaz moram loviti malo ravnovesje, ker sem precej angažiran v družbi, potujem in ko pridem v kak kraj, ne morem Dobro, že to, da sem bos, je zelo, zelo čudno marsikje, ne. Zdaj, če bi prišel še v tarzanskih hlačkah iz neke srne moderirati Jih neki imaš v dogodek. avtu? A jih imaš? Ja, seveda. Mislim, bi bilo mogoče malo pragmatik sem pač in se bom tudi lepo oblekel, ko Ja, pridem v požel bi kako- neki pozornosti, Ja. dajva tako reči. Ne? Ma ne bi me jemali resno. Ne. Se spomnim, enkrat sem moderiral dogodek, ko so bili zdravniki in en kirurg, tako me gleda vedno, pogleduje proti meni, pa mi je rekel, veš kaj, jaz sem mislil, da boš ti rekel, da boš prišel pred nas, pa boš rekel samo in zdaj se zamislimo v svoje srce in duhovnost. Jaz sem pa dejansko resno moderiral dogodek, kasneje pa rekel, veste kaj, če bi mi vsi bili bosi, bi mogoče imeli manj težav. Tako da je obrnil svoje mnenje, ne, skozi čas, ker je videl, da sem integriran v družbo, znam razmišljati, tako kot drugi ljudje razmišljajo, znam se vživeti v njih, znam tudi, če sem bos, stopiti v čevlje drugega, ne. Ja. Tako da imam malo manj radikalno obliko, nimam skuštranih las, pa ne smrdljive brade, pa nekih cap na sebi v imenu, da se zdaj, jaz sem pa super sonaraven, ne. Ne tekmujem v tem. Ja. Bom pa bos, pa kadarkoli je možno, se slečem do nacga, se vržem na sonce, tako da no. Ja. Pa tudi rad imam divjo hrano, si grem nabrat. Ampak temu rečejo v Indiji Yukta Vairagya, kar pomeni praktično odrekanje, oziroma odrekanje z uporabno vrednostjo zraven. Torej, če je nekaj koristnega, praktičnega, bom to tudi uporabil, ne bom pa sužen tega, ne bom postal odvisen od te zadeve. Ja. Tale knjiga tvoja, prva, ne, Človek, navodilo za uporabo. Ta je druga. A ta je druga. Ta prva je pa pol. 3 rdeče niti. 3 rdeče niti je prva. Aha, ta je pa ta druga. Je v bistvu en tak terapevtski pripomoček. Kar veliko konkretnih napotil, navodil, a ne. Pa me zanima, kako si prišel na idejo za knjigo, oziroma koliko časa se je ta ideja razvijala. Ti si mogel nabrati čuda enega znanja, lastnih izkušenj, a ne, pa verjetno tudi napak, pa ponovnih poskusov, da si pol bil toliko tudi v bistvu samozavesten in šel v en tak projekt, kot je to, ki ni enostaven. Zgodba je v bistvu zelo, zelo preprosta.
Ja, preprosto verjamem, da je. Bom pojasnil. Jaz sem 6 let bival v templju Hare Krišne. Teh 6 let je bilo, kot da bi živel v enem balonu, v enem paralelnem svetu. Ne samo v smislu načina življenja, ampak načina razmišljanja in pogleda na svet. Zame je celotna preostala družba bila sami čudaki. In kdaj bo to? Med letom ukrep postava. 93 in 2000. Okay. 93 do 2000, jaz sem bil mladenič v celibatu, 6 let, vstal ob 4 zjutraj, delal vse stvari drugače, kot bi jih v običajni družbi. Sedel na tleh, da jem po turško, z krožnikom na tleh, šel čepe kakat na stranišče, niti deske nismo imeli, samo na školka je bila, si pač splezal gor, počepno, se pokako polulal, ne. In ko sem zapustil ašram, pač tempelj, sem razmišljal, da jaz bi nekaj pisal, nekaj sem začel prevajati, malo pisati, objavljati v časopisih, revijah, sem iskal teme. Sem rekel, pismo, kaj pa to čepeče kakanje? Mogoče pa je tu nekaj zanimivega, da najdem, ne? Pač vsi sedijo, ne? In sem šel malo brskati za tem in vidim, wow, sedeče kakanje je zelo škodljivo. Sem napisal članek, izšel v reviji Viva, 2001, 2002, tam nekje. In to je bilo ono ful boom, najbolj bran članek, nekaj so mi govorili v reviji, da je bilo ful odzivov na njega, ne. In sem si rekel, wow, je še kaj drugega. In sem si rekel, čakaj, jaz sem tam počel ene stvari, ki sem jih imel za samoumevne, in zdaj sem prišel v to drugo družbo, ki pač si sedijo na stolih, sedijo na stranišču, obuti so in tako naprej in tako naprej. Ja. A je mogoče kaj čudnega v teh navadah, ki so nam samoumevne, ne? In sem se izkazalo, da je veliko zmot v teh samoumevnostih, da si škodimo z načinom življenja, takim kot je. Pa ne govorim samo o prehrani, da nekaj pojemo in potem dobimo diabetes ali pa smo predebeli, govorimo še eno kupu drugih zadev. In tako so nastajali članki. V enem trenutku sem si rekel, to bi pa lahko povzel v obliki knjige. In na potovanju po Indiji se mi je v sanjah prikazal en starejši moški z bradico, ful nasmejan, in nekaj mi je porinil v trebuh. Točno to se je zgodilo, nič ne lažem. Potisnil mi je knjigo v trebuh, jaz sem jo pogledal, pisalo je na knjigi človek, navodila za uporabo. Sem rekel, what the fuck, ne? In sem listal po knjigi in sem rekel, pa kva je za to, to so moje besede, ne? Odkot ti tebi? To je rekel, zdaj samo prepiši, ne? In potem sem preostanek potovanja na veliko pisal eno beležko, nove ideje, zamisli in tako naprej. Iskal sem tudi po knjigarnah po Indiji nove knjige, če bi kaj našel drugačnega. In par mesecev kasneje je šla knjiga. In v tej knjigi se v bistvu poglabljaš v kolektivne zablode, v katerih živimo, ne? Če čisto poenostava, pa skrajšava. In ponujaš pač kontrapunkt, ne? Rešitev. Tako. Zdaj, via negativa eni temu pravijo, v Indiji rečejo temu neti, v latinščini je pa via negativa, kjer dokazujem resničnost, pravilnost nečesa skozi prikazovanje negativne plati obratnega, ne. Tako da jaz najprej pogledam na družbo, ki smo jo navajeni, in pokažem, kaj v tej družbi v bistvu je nerazumno, nelogično, ampak vsi to počnemo, ker pač to počnejo vsi okrog nas, ne. Če za primer, kateri mesec je zdaj, v katerem smo? Zdaj smo novembra. November, ne. Odkot izhaja beseda november, kaj pomeni? Nove, kaj pomeni nove? Neka svežina. Ne. Nove pomeni 9. Ok. Po latinsko. Ok, ja. December, kaj pomeni deka? 10. 10, ne. Torej november in december sta 9. in 10. mesec. Ok. Ja. Tako kot je oktober je 8, september je 7, ne. Tako da 7, 8, 9, 10. mesec, to je ostanek iz rimskih časov in to smo obdržali. To je tako, kot če recimo programiraš, pa je nekdo nekoč pred leti programiral in je ostalo v kodi nekaj noter napisanega narobe, potem je pa nekdo prišel kasneje, pa je to malo popravil, ampak je pustil vse ostalo še notri nekje in so imena ostala ista, kot so bila prej in jih še zdaj uporabljamo. Popravek se ni vtaknil v to, vtaknil se je samo za zaporedje mesecev, da začnemo januarja namesto marca, ne. Ja. In to še zdaj ponavljamo. In tako je šla tista informacija. Tako je, in te, tako kot pri matematični enačbi, narediš napako in ti ta napaka ostane vse do konca enačbe, ne.
In mi imamo Vse podre. v svetovni družbi, Ja. vse podre v svetovni družbi, imamo en kup teh malih napakic, ki so ostale in se prenašajo naprej v prihodnost. No, jaz se podtikam, no. Ti praviš, da prvinska človeškost lahko zacveti le, če je ne utesnjuje ta tehnologija in morala. Se pravi, ti nimaš nič proti, ne, tehnologiji in morali, ampak ena simbioza pač, ne, teh dveh z človeškostjo. Zdaj, to je čist sveže pri meni, to neko razmišljanje. Mhm. V knjigi Novi človek, To je ki je pravkar izšla, To je nova knjiga. Ja. ne, Novi človek, navodila za uporabo, je zdaj čist nova knjiga. No? To je to, In v Novem človeku je zdaj ta nova stvar notri, ki jo izpostavljam. Malo bolj eksplicitno in malo bolj razširjeno kot v prejšnjem pismu. Lahko rečeš, da gre za nadgradnjo? Nadgradnja, dodelava, izbor. Tudi umeščenost v sedanji čas, kjer nam že kiborgi trkajo na vrata, pa umetne inteligence in podobno, in se treba s tem tudi soočiti in razumeti, kakšna je naša pozicija v odnosu do teh novosti. Tako da zato je Novi človek v primerjavi samo s Ta človek. knjiga še ni zunaj. Zdaj prihaja. Zdaj prihaja. Ja. V kratkem, ne? Ja. Super. No in skratka, ta primitivno znanje ali pa prirojeno znanje je zadeva, ki je ponavadi v naši družbi zapostavljena. Zelo se osredotočamo na tehniko in na moralo. In jaz to troje postavim v tako razmerje, da prirojeno znanje nam zagotavlja preživetje, tehnično znanje dviguje vrednost, dodaja vrednost, moralno znanje pa preprečuje škodo. Zdaj, odvisno, kaj mi uporabimo kot izhodično zadevo, temu dodajamo vrednost. Ne. Če je vse neka umetna ekonomija, umetno izobraževanje, umetno kmetijstvo in tako naprej, potem bo tehnologija temu dodajala vrednost, medtem ko bo človek kot neko prvinsko bitje, ki je del narave, bo zapostavljen, ne bo sploh del enačbe. Kar jaz zagovarjam je, da pač poglejmo, kaj dejansko človek je in dodajmo temu vrednost s tehnologijo in z moralo preprečimo škodo temu delu človeka. In če to storimo, potem bomo avtomatsko morali preprečiti škodo tudi naravnemu ekosistemu, v katerega del smo, ker smo od njega pač odvisni. Ne moramo brez njega preživeti kot ta naravno bitje človeka. In potem tehnologija lahko najde neko svojo nišo, kjer je lahko tudi gremo do robotov in umetne inteligence, ampak brez škode primarnemu človeku. In to vse zaobjemaš v tej zadnji knjigi. V bistvu v zadnji knjigi se še vedno posvečam predvsem prvinskemu človeku, ampak predvsej bolj eksplicitno izpostavim, da naj se ne bojimo tehnologije, ker če se bomo bali tehnologije in jo odrezali z te strani, obenem pa se tudi ne bomo povezali s svojo prvinskostjo, potem ostanemo v neki osrednji mediokriteti, kjer smo neka kulturna bitja, kvazi ljudje, ki dejansko ne vemo, kam spadamo, v neko kulturno ozadje se znamo umestiti, znamo si reči nek Slovenec, kristjan in podobno, nimamo pa stika z res tistimi najglobljimi preživetvenimi prvinami, ki jih kot ljudje, ki nas naredijo edinstvena bitja na planetu. Tole mi je bilo zelo zanimivo, pa me je tudi kar malo prebodalo, ko si napisal, zdaj ne vem točno v kateri knjigi, ampak vem pa, da je na tvoji spletni strani omenjen, pa bi rad kar prebral. V družbi, kjer je vse za enkratno uporabo, pride do kroničnega pomanjkanja domišljije in iznajdljivosti. Najhujša posledica je ravnodušnost do prav vsega, ki se pogosto stopnjuje v osornost. Na koncu dobimo nesposobne in jezljive ljudi, ki ne znajo več videti, ne izkoristiti, kaj šele ustvarjati možnosti. Taki pasivno krivijo druge za svoje težave. Pa nadaljuješ, veliko stvari je zgolj veliko potencijala za uživanje, kar ne pomeni samo po sebi veliko uživanja. Nasprotno, stvari hitro lahko postanejo breme. Manj je več, to da niti trohico manj, kot je potrebno, da življenje teče radostno. Ta življenjska filozofija
gre v dve besedi, razkošna preprostost. Mhm. Pa če lahko kakšno več pa še o razkošni preprostosti poveva. Ja. Recimo, da je bil tole uvod. Ja. Razkošna preprostost se zelo povezuje s fekologijo. Pa je to tudi na tvojem ozirniku zraslo, tako kot fekolog? Razkošna preprostost. A Ni si na kje mojem zelniku. zasledil? V bistvu izhaja iz ene od interpretacij spiralne dinamike, ki sem jo izvedel za njo že pred 15 leti, recimo. Spiralna dinamika je metodologija, ki opisuje razvoj človeške misli, razvoj naše duševne zrelosti, če tako rečem, pa tudi socialne zrelosti. Okay. No, in v tej metodologiji je ena prelomna točka se zgodi med prvimi 6 stopnjami, v katere ne bom zdaj šel pod detalje, ker je predolgo, kjer pridemo na tako imenovani second tier, ali pa drugo stopničko, drugo stopnjo, drug nivo, kjer človek postane neustrašen. Tudi skupnost postane neustrašna, strašno radovedna in zelo avtonomna. Avtonomna na nek drugačen način. In ta drugačnost se kaže kot neodvisnost od javnega mnenja, prepričanj, vrednot in tako naprej. In zgodi se nekaj, kar je recimo v zen budizmu se je zgodilo, da ljudje nehajo videti v materialnem neko vrednoto samo po sebi. Ne? Obenem pa materialnega ne zavračam. In tu se zgodi na tem stiku razkošna preprostost, kjer vzamem točno toliko, kolikor rabim za določen namen, ki ga želim. Meni zelo dobro povzame filozofijo razkošne preprostosti misel Romarke Zamir, ki je rekla, kar želim in kar potrebujem, je eno in isto. Ne morete mi dati ničesar, česar ne potrebujem. In pri razkošni preprostosti imamo eno tako, jaz ponavadi to postavim v Gaussovo krivuljo, kjer je na x osi imamo zapletenost sistema, na y osi pa imamo, koliko energije porabim, da preživim. Tako da v zelo nezapletenem sistemu, recimo, da dam človeku samo kamen pa nož, pa ga dam v kakšen reality show, je zelo težko preživeti. Ne? Moram si vse sam narediti. In vsakič, ko si kaj naredim novega s tem nožem pa kamnom, ne, bom si malo olajšal življenje. Potem pridem do ene točke, ki je na dnu, kjer mi je moje življenje nekoliko bolj zapleteno in najmanj energije porabim za svoje preživetje. Ne. Potem, ko stvar zapletam naprej, potem bolj, ko jo zapletam, zapletenejše moje življenje postane. Ne. In tako živimo danes v družbi, kjer porabimo od 8 ur delovnika, porabimo 5 ur, 5,5 ur, porabimo za vzdrževanje tega sistema, le 2,5 ure pa porabimo zase. In je ta količina energije, ki jo porabim za vzdrževanje tehnologije, ki sem jo ustvaril, je tako visoka, da se že sprašujem potem na koncu še, ki se mi sploh še... Rajš bi zdrsnil malo niže dol, si poenostavil življenje in imel več prostega časa za duhovni razvoj, za odnose, pismo zdaj se še za seks, ono se ne vzame folk časa. Za nek, ne mislim tako. Tukaj prijeta pol na mesto ta dva izraza, ne? Potrošnik pa potratnik, pa razlika med tema dvema. Ali lahko še to malo približaš? Potrošništvo je beseda, ki ne sporoča tega, kar se dogaja v družbi. Potrošiti pomeni izrabiti do konca. Jaz se pohecam, da sem jaz pravi potrošnik, ker ko jaz nekaj dobim ali pa kupim, gre to do zadnjega prafaktorja, je stvar izrabljena do konca. Ne. V družbi kot taki pa ljudje malce potrošijo, pa že stran vržejo. Ne. In to je zame potratništvo, ker je še toliko potencijala v sami zadevi, ta citat, ki je bil prej, ki si ga prebral. Torej mi uživamo potencijal nečesa in ga uporabimo 5-10% tega potencijala, pa še sami nismo dovolj zavestni zraven, da bi dejansko uživali v tej zadevi v polnosti. Ker jemo kokice in gledamo film in še zraven mislimo o tem, kar je na družbenih omrežjih in smo čisto razpršeni, se sploh ne znamo poglobiti, da okus vode, ne, okusi to v tem trenutku in potem
pet naprej. Ne. Skratka, ta Princip pridi neprisotnosti. kupi in zavrzi. Pridi, kupi, zavrzi. Ja. In sploh ta strast, vidiš reklamo, wow, to mi bo pa izboljšalo življenje. Kupiš ono neko fedro za raztegovanje ali pa nek kolos in potem ti tako stoji celo življenje v nekem kotu in ti samo gužva dela. Ne. Eni pravijo, da je fajn se sprehoditi skozi bajto, pa pogledati, kaj celo leto nisi uporabljal, nekomu podariti, ki bo mogoče to res uporabljal, pa začeti uporabljati, recimo, če že. Kaj pa vem, nekaj. Ne. Tako da razkošna preprostost ne gre samo za to, da jaz postanem nek asket, ampak gre za to, da pogledam, kje je najnižja točka v mojem konkretnem življenju, kjer z najmanj vložka dobim največ koristi od tega. Torej, ravno toliko zapleteno življenje imam in nič manj. Torej, ravno toliko zapleteno, kot ga rabim. Če sem direktor nekega podjetja ali pa kaj pa vem, imam nek biznis, ki ga upravljam, za katerega rabim določeno tehnologijo in orodje, ga bom imel. Ampak ne bom pa stvar zapletel še v nek ekstrem, zato da bom izpolnil neka pričakovanja družbe, da bom imel neskončno rast svojega biznisa, da bom imel vedno več zaposlenih, da bom imel vedno večji profit in tako naprej. Ampak bom se ustavil na neki točki. Zgodbo sem se spomnil. Čevljar v eni vasi, v mestecu je bil v Italiji, delal je čevlje, pojavil se je pritisk, da bi franšize začel delati in v enem trenutku rekel, ne, stop, jaz bom obuval samo tole mesto, ne bom šel naprej. In je ohranil število zaposlenih, ohranil je neko stabilnost posla, delal je rajši na odnosih z strankami, neko pripadnost lokalno zgradil in je živel naprej srečno, brez tistega stresa, ki ti dejansko potem uniči življenje. Brez tistega nujnega širjenja, ne? Kvazi. Nujnega širjenja. In ti si se zavedel tega že zelo zgodaj. Daj mi malo povej o Nari kot otroku. Kakšen mulček si bil? Nekonformist. Že takrat? Kot mulček sem bil, ne vem, kako smo, jaz imam to nesrečo, da sem pisal dnevnik kot najstnik in ne morem nič skriti pred sabo. Ker ne morem si zdaj predstavljati, da sem bil neki, sem bil pa tak. Ne, tam piše. Anyway, v glavnem, ampak ko sem bil mulč, še nisem pisal dnevnika in takrat si lahko še malo pričaral stvari, tako kot bi si želel. No, kakorkoli že. Ni bilo vse lahko in lepo in odraščanje ni bilo idilično. Pač družinske situacije, kreganje, ločitev in tako naprej. Ne bom šel vse te detalje, ampak ni bilo vedno vse luštno. Je pa bil del mene, da bil sem nekako pionir pri zadevah. Vedno sem nekaj zvohal, kako novo igro ali pa kako novo finto, kako novo knjigo in prinesel v razred. Neki zametki so se že takrat. So bili že takrat, že v malih letih. Ne. S tem, da sem bil vedno jezen, ker so me drugi prehiteli potem. Prinesem neko novo zadevo in potem sošolec postane ful boljši v tem. Ali pa prinesem nek trik in potem se vsi s tem igramo, pa sošolec najde ono ultimativno rešitev, ki reši to zadevo v vsaki situaciji. In potem sem frustriran, ker je on boljši od mene. Ne. Kolikrat, pa na kakšen način te je pol, malo so se že dotaknili na tega, ta tvoj lifestyle spravil v zadrego? A veš? Lifestyle. Če te je. Situacija je taka, da zdaj, jaz sem pri 18 postal Hare Krišnac. In če mi kdo zdaj reče, če sem v zadregi v kakšni situaciji, se samo spomnim, čak malo. Jaz sem bil v Rjuhe zavit, pa z zvončki sem pred Prešercem pel Hare Krišna, z čopkom las na glavi, pa z glino na čelu. In kaj bom zdaj, samo bos sem, pa normalno oblečen. Pa rečem, da čepim na stranišču, pa z roko bom mogoče kdaj pojedel. Glavnem, tistega se spomnim, pa nič več ni, da bi me lahko v zadrego spravil. Te kdaj zamika kakšna stvar ali pa navada iz potratniškega sveta? Veš da. Kaj bi to lahko bilo? Potratniškega sveta.
In kako se ji upreš, če si, ali pa si ne? Mislim, petratinško, mislim, nimam nekih apetitov recimo, če pomislim, recimo ena taka luštna stvar, razne konference, ki se jih udeležim, pa moderiram, potem v nekem fancy hotelu in je res fancy hrana. Pa je res dobro kuhar, pa je res dobro skuhano. Ma uživam, ne rečem nič. Tako da, kakšna taka zadeva, Se prilagodiš. kjer so dobre sestavine, Ja. kjer je res dobro skuhano, mojstrsko in tako naprej, ma bi večkrat. Taka zadeva, ki je, Ja. sicer včasih pridem v kako restauracijo, ki je ful šminka, pa ni tako dobro. Tako da ni nujno, da zdaj, če greš neko fancijado, da bo boljša hrana kot nekje. Se mi pa zgodi, da sem v kakšni fancy situaciji, pa je res dober kuhar, pa je res dobro pripravljeno in res uživam. Ne. Na hrano imam mogoče najbolj šibko točko. Kje živiš trenutno? A si v hiši, a si v prikolici, ali si v šotoru, ali si, ne vem, ali si posod malo? Ja, jaz sem Ali pa tak. en dolg obdobje si bil v prikolici, ne? Ja, veste, zdaj pri meni je tako. Jaz sem šel, ker prej sva se dotaknila mojega osebnega eksperimenta, sam sem svoj lastni poskusni zajček. Razkošna preprostost, raziskovanje mej, vse to je informiralo moje odločitve v smislu življenjskega sloga, recimo temu tako, no, karkoli že to je. Probal sem videti, kje je meja, kako se da v prikolici živeti v današnjem času. Nabereš drva, kuriš na drva čez zimo, sam vse, pač sekira prinesem na rami, nažagam na roke, nasekam na roke in vidim, kako gre. In vidim, če prikolica je majhen prostor, kaj pa rabim, 1-2 metra drv, kar je z lahkoto pripraviti, malo fitnessa, s tem rečem agrofitness ali pa zunanji fitness. Tako da nekaj časa sem živel tako, potem smo pa začeli projekt v Slovenski Istri, zdaj se mu reče Sončni Grič, in smo pač baje to obnavljali. Kot precej navajen robinzonskega življenja sem zelo pasal v tisto prvo fazo obnove in sem preživel nekaj časa tudi v hiši na gradbišču, no. Ne v hiši, ampak v takih sobi brez okna po zimi. Sicer sem dal neko okno. Pa takle noter na zebek, kljub temu, da ni zakurjen, je v redu. No, v redu je. Imam malo prekrvavito, dobro, imam malo Wim Hofa v sebi, ne, če se tako pohecam. Skratka, tako da sem bil navajen na tako življenje. Ko se je pa soba pojavila, sem pa čisto zadovoljen s sobo, ne. Ja. Nekaj časa sem v Ameriki, ker sem živel med Ameriko in Slovenijo zaradi odnosa, ki sem ga imel z eno žensko iz Amerike. Tam sem tudi bajto pomagal roditi spet, ne. Tako da sem si nabral en kup gradbinskih veščin in sem spet na gradbišču živel, spet drva, sekanje, kurjenje na drva in tako naprej. V glavnem, takih bolj robinzonskih razmerah sem navajen živeti, ampak malo nihajo, ne. Letos poleti sem se vrnil v šotor, zato da sem šel v primarnost na svoji zemlji v Slovenski Istri. Potem sem šel na Švedsko, spoznal žensko, pač tako da moj prejšnji odnos se je zaključil, 1 leto sem imel pavze, sem pisal knjigo, spoznal drugo osebo, sem rekel, nič, greva nazaj v skupnost na Sončni Grič, tako da imamo tam en tak mini apartmajček, kjer bivam. No in smo prišla do teme ekoskupnost, lahko rečejo, ne? In bi se kle kar malo ustavila mogoče, ker se zadnje čase, ne, kar veliko pojavlja ta pojem skupnosti, življenje v skupnosti, ekoskupnost. Zdaj pa, kdo bolj primeren, ne, kot ti, da malo razložiš v tej zadevi. Prvo kot prvo, mogoče, kaj to sploh je, zakaj ekološka skupnost, dajva kle začeti. Evo, tako bom rekel. Skupnost, veste, kje začeti skupnost? Ko ste na prevozih, pa se peljete z nekom zraven in potem se zgodi ta kronični individualizem, v katerega smo danes padli, da si vsak slušalke vtakne, pa svoj ekran prižge in je 5 različnih svetov v tem enem avtu not, ne. In to je zame čist prispodoba današnje družbe, kjer smo na parih metrih razdalje, v blokih ali pa v mestih, ali pa hodimo en mimo drugega v mestnem okolju, in smo tako popredalčkani, vsak v nekem svojem svetu živi, ki se ga nosi v žepu v teh napravicah, ki jih imamo, ne.
Sam spulici to slušalko za šesa, pa reči, čau, odkud si ti, ne, pa kaj se ti dogaja zadnje čase, mi poveš malo o sebi, ker sem radoveden, ne. In ustvariti v tem enem avtu en balonček, To so zametki skupnosti, ne? tako, da teh 5 balončkov, ki se vozi 5 različnih ljudi v tem avtu, da se malo povežejo, da ustvarijo en oblak, namesto da je 5 oblakov v enem tem avtu in da smo vsi tako malo sumljičavi, ali kako se tem reče po slovensko, pač, da imamo malo po strani se gledamo, zato ker je pač ta oseba od nekod drugod. Pa kaj pa on posluša zdaj tam? A je on isto politično opredeljen kot jaz? A je on spolno opredeljen kot jaz? In to zbliževanje je začetek skupnosti na tej ravni, druga raven pa je, da greš sosedu pa rečeš, ja, veš kaj, cukra mi je zmanjkalo, nedelja je nima trgovina zaprta ali pa neki, ne. Kako ona zgodba reče, mama, ampak zakaj ti greš k sosedom, ki so bolj revni od nas, po sol, če pa imamo doma sol? Ja, ne veš kaj, to ustvarja odnos, ne, zato ker jaz grem k njim in on se počutijo pomembne in sol je malenkost, ampak poklepetam z njimi, zato da imamo odnos, ne. Tu se začne skupnost. Lahko ustvarimo potrebo, magari umetno, zato da pridemo do nekoga, da z njim gradimo odnos, ne. Potem pa lahko razmišljamo, s tem nabiramo veščine, da gremo potem živeti v eno bajto skupaj z drugimi ljudmi in gradimo neko malo bolj tesno skupnost, če temu tako rečemo, ne. Skupnost z namero. V angleščini rečejo intentional community, kjer si reče, mi bi pa radi raziskovali malo bolj poglobljeno kmetijstvo ali pa permakulturo, pa ne vem, delo na sebi, karkoli že, neke duhovne rasti. Veliko skupnosti po svetu je izhajalo iz duhovne rasti ali pa iz neke religiozne usmerjenosti. In so potem na to so potem navezali ekološko pridelavo hrane ali pa samooskrbo, nek posel, ki ga gradijo in s katerim služijo lokalne skupnosti. V širšem smislu, ne. Vedno mora biti skupnost umeščena v lokalno skupnost. Če ni, je potem to nek kult, neka sekta, ki jo ponavadi okolica ne sprejema dobro, ne. Je pa bivanje v skupnosti prinaša, taki bolj tesni skupnosti, prinaša mnoge koristi, ne. Če za primer, na Sončnem Griču nas je zdaj kar precej, ker je veliko prostovoljcev tudi zraven, in kuham pač en dan na teden, porabim 4 ure in imam vseh 7 dni obroke. Kar je, ni tak lep del, ne. Tisti dan, ki sem fraj, kuham, pa fina hrana je iz vrta, zato ker si tudi razdelimo delo, da je pač vrt obdelan. Slovenska Istra omogoča, da je hrana čez celo leto praktično na voljo. Greš na vrt, nabereš, pripraviš, deliš hrano, kosilo in večerjo. Tako, no, to je en tak čisto malenkostni primer. Seveda se moraš tudi ukvarjati s konflikti, s trenji, z napetostmi, to je res, ne. En prijatelj je rekel, da skupnost je nekaj, kjer imaš težave, ki jih sicer ne bi imel. In je nekaj resnice v tem, posebej zato, ker pridemo precej oglati v odnose z ljudmi, ker nismo urjeni in potem traja nekaj časa, da se ti ostri vogali pobrusijo, da smo gladki, da pač ne prihaja do teh drgnjenj, ne, ki povzročajo Ti imaš trpljenje. izkušnje z grajenjem in razvojem ekoskupnosti, tako pri nas kot v tujini. Zdaj, kakšna je razlika? A je pri nas veliko tega, premalo tega? A smo sploh na ravni, da bi bilo več tega, kot ga je? Slovenija je zelo specifična, ker ima tako razgibano kulturno dediščino, tako razgiban teren je, pokrajine so zelo razgibane in to določa eno, pač kot da bi rekel, da se vsaka skupnost malo zakotali v svojo dolinco in potem tam ustvari eno tako, to smo pa mi. Oni na drugi strani, to so že eni drugi, ne. On že govori malo drugačno narečje, ne. Ravno pred kratkim smo bili v eni kleti na večerji in je domačin rekel, ja, veš kaj, 5 kilometrov stran imajo drugo ime za travniški kukmak. Pa 5 kilometrov naprej pa imajo še drugo ime za travniški kukmak, pa so v bistvu 3 vasi, ki govorijo podoben dialekt, ne. In to je Slovenija, ne. Skratka, v taki državi je malo težje ustvarjati mešane skupnosti z različnih koncev, brez pripadnosti temu prostoru posebej, ne. In ti prostori so se pa dostikrat spraznili in imajo ene značilnosti, take, ne vem, kako bi jih sploh opisal. V glavnem,
ni tako lahko v slovenskem prostoru graditi skupnosti kot recimo na Danskem. Danci ali pa Nizozemci so dostikrat morali skupaj stopiti zaradi naravnih danosti, podnebje je bolj surovo. Nizozemci sploh so si odrezali del kopnega, so tam ustvarili bivalni prostor, ne. In imajo navado, da pač stopijo skupaj in ustvarjajo skupnosti. Na Danskem me je sploh presenetilo, kako velik trend je. Tam si sodeloval, ali si šel sam, ne vem, V bistvu, pogledat, kako je bilo? Danska je domovina pojma co-housing, stanovanjskih skupnosti, in je iz tega, mislim, iz teh njihovih pionirskih korakov je zraslo zelo močno gibanje tudi ekoloških skupnosti. So malo bolj konvencionalne, marsikdaj niso zelo ekološke, kot da če bi rekel v smislu razkošne preprostosti, niso nujno tam, kjer se jaz počutim domače, so malo bolj v onem zapletanju, ne. Ampak zato so pa ostali družbi bolj privlačne te skupnosti in se lažje, tudi ekonomsko imajo boljši model postavljen, da se povprečen pripadnik družbe lažje v njih počuti domače, ne. Več kot 500 skupnosti na Danskem, ne. In v kakšnem številu ljudi pol govoriva v eni skupnosti? Po skupnostih je tam, tako jih je 100, 200, 300, 400. A obstaja neka optimalna številka ljudi, ko recimo skupnost deluje kar najbolj učinkovito, ali pa s čim manj zapleti? Večinoma so razdeljeni na grozde vsi, ki so kaj pogruntali o tem. Ker so določene številke, pri katerih se ljudje bolj znajdejo v koordinaciji med sabo, ne. Imamo eno skupino, recimo razširjena družina je nekoč delovala kot tam 15 do 20, včasih tudi 30 ljudi, tako da tu od nekje od 16 do 30, 15 do 30 je neko število, kjer je ožja skupnost funkcionalna. Recimo na Danskem funkcionalna znotraj in v interakciji navzven. Funkcionalna v smislu vsakdanjega srečevanja, vsakdanjega povezovanja, deljenja nekih skupnih, recimo, da imamo nas 30, ima en pralni stroj, ki ga skupaj uporabljamo. Imamo vsak svoje ločene enote, v lahko katerih še malo te bivamo. detajle, tehnične lahko razložiš. Recimo, zdaj se ne bom spomnil imena, ena ekovas na Danskem, kjer imajo, širijo se po grozdih. Tako da recimo skupina 15, 20, recimo 7, 8 družin, si reče, ako mi bomo pa zdaj nadaljevali, dodali bomo grozd k že obstoječi skupnosti, ne. Skupnost ima že od prej izkušnje, kako finančni plan poteka, kako potekajo dovoljenja z občino, in potem glede na njihovo finančno zmožnost, kredite in vse karkoli, banke in blablabla, oni ustvarjajo finančni načrt, vidijo, kako bodo zgradili grozd hiš za bivanje, in sredi tega grozda hiš je pa skupna hiška, kjer so recimo skupna jedilnica, kuhinja, pralni stroj, sušilnice, mogoče imajo tudi na strehi skupno elektrarno sončno, mogoče celo kako vetrnico postavijo in tako naprej. Ampak to je njihov finančni načrt. Če jim kje zmanjka, bojo pač oni morali malo ščipniti tu in tam, večinoma ščipnejo od skupnega prostora, včasih tudi od zasebnih prostorov. Tudi se odločijo, kje bodo imeli vrtove in kako. Imajo pa že podporo v skupnosti, ki obstaja, ki pa te grozde spet povezuje na eni meta ravni, na eni višji ravni. Tako da imaš lahko 20-30 novih, ki so prišli, ki so povezani z, ne vem, 200 starimi. In vsi ti stari spet delujejo vsak v svojem grozdu, hkrati pa se povezujejo v enem večjem grozdu. En lep primer je spet na Danskem skupnost, ki se ji reče Mønskogard, to sem si pa Se bova dala kakšne linke. Mønskogard, lahko dodaš, ja. Mønskogard je pa skupnost, kjer so se razdelili v 4 grozde, plus sredinski skupni. En grozd je za študente pa mlade družine, drugi grozd je družine, pač družine z nekaj srednje starimi otroki, ne. Potem je en grozd za take, ki želijo imeti lastniško razmerje v odnosu do zemlje in stanovanja. Tu so ponavadi družine, ki so še malo bolj starejši otroki, ne. Potem so pa starejši in upokojenci. In zanimiv detajl je, mladi imajo skupni vrt, upokojenci imajo pa vsak svoj vrtiček.
mladi ne motijo starejših, ker ponovadi so še zvečer na žuru, naprimer, pa kasneje vstanejo. Starejši, Druga dinamika, ne? ja, starejši vstanejo zgodaj, grejo na vrtiček, zvečer grejo pa zgodaj spat. Ne? In ta ločitev zelo, zelo, zelo lepo podpira, kako bi rekel, eno enotnost v smislu vzdušja. Mladi tudi ne rabijo tako veliko prostora, imajo eno majhen prostorček, imajo pa večji skupni prostor. Na vrtu imajo ognjišče, kjer se radi dobijo ob glasbi, starejši pa imajo pač mogoče topel, udoben prostor v notranjosti, kjer se, tako, Ja. take razlike so. In kaj je po tvojem tisti glaven človeški faktor, ki preprečuje, da bi bilo skupnosti več, pa da bi se pogosteje rojevale? Zdaj, kot rečem, namenske skupnosti so ena stvar, skupnost je pa druga stvar. Vsi smo del skupnosti, nikogar neki ne bi bil. Glavni problem skupnosti, v katerih živimo, je, da nas splošni trendi drobijo na posameznike in gradijo zidove med nami bolj, kot bi bilo potrebno. Ne? Zato sem prej omenil potrebe. Če imam, tudi če ustvarim umetno potrebo za to, da se povezujem s sosedom, bom s tem gradil mostove. Če potrebe nimam, jo bom izpolnjeval preko ekranov, pa preko nakupovalnih središč. Ne? In s tem ustvarjam povezave na teh relacijah. Tako da imam službo, imam nakupovalno središče, pa imam ekrane. In potem potreba po sosedu zgine, ne, pa po skupnosti. V ekoloških skupnostih se pa zavestno odločimo izpolnjevati določene potrebe v bolj tesnejši interakciji z ljudmi, z zemljo. Je malo bolj naporno, je težko, je primarno. Tudi včasih je, ne vem, včasih je malo več napetosti, pa trenj, pa trpljenje zaradi tega, ker nismo vajeni razreševati stvari. Dobro, se ne bom rekel, da so stari narodi znali se razreševati. So bile tudi vojne, pa spori, pa ker nekoga so vrgli ven, ni bilo milosti. Ne? Ni bilo milosti. In zato veščine, ki jih razvijamo danes, se v veliki meri tudi so usmerjene v znanja o tem, kako sobivati, kako preprečiti, da pride do konfliktov, in če že pride do njih, kako jih razreševati. Kako se tudi utrjevati osebnostno, da ne reagiram na neko stvar, ki res ni potrebe, da bi reagiral, ker je samo neka moja budalaština, neka moja... Ta znanja v globalni mreži Ekovasi jih veliko razvijamo, veliko se dela na tem, probamo širiti in upamo, da bo kaj več tega efekta v skupnostnem smislu. Ni pa nujno za Slovenijo, za Slovenijo, za Evropo, za svet. Je pa tako, v Sloveniji je veliko ljudi, ki bi želeli, ker je tako lepo zveni, super je, greš v naravo, živiš z ljudmi. Ja, govora je veliko o tem, ne? Veliko se ljudje pogovarjajo o tem. Sam to pogovor, ne? Nekaj je pa pač praksa. Ne? Jaz sem idealist, naivnež, že 15 let pišem in govorim o tem, hrepenim po tem, na nek način tudi izkusil sem, videl sem in dobre in slabe plati tega in nisem obupal. Ne mislim, da je v skupnosti kaj slabega, ne? Da moramo zdaj puško vreči koruzo. Ne? Je pa skozi zrelost, skozi učenje je prišlo tudi bolj prizemljenosti, več prizemljenosti. In rad podprem, če se kdo loti, obenem pa nisem več tisti, ki bi rekel, wow, vse bomo zmogli. Na suho, ne, ono. Ja, to je pa kilometrina, kaj jo imaš. Ja. Kolektivno, se pravi, kolektivna zavest mali še manjka, ne, da bi bila na tej ravni, da bi to najhujše je to, ker moramo imeti svoj prav in ga braniti. Ne. En prijatelj je rekel, rajši imam odnos kot prav. Rajši sem v odnosu, kot da imam prav. In s tem se začne. Dobar, hudo. In po tvojem, ena največjih prednosti skupnosti je, pa na drugi strani slabost. Vrnil se bom k temu, kar sem prej povedal v smislu primarne človeškosti. Ne? Človek je kolektivno bitje. Človek je bitje plemena, bitje skupnosti in notranje izpolnjeno zadovoljstvo biti človek v polnosti pomeni biti v skupini. Biti v tropu, biti tako kot živali, ne? Imajo neke svoje dinamike, ki se jim porodijo na tej ravni. Če se hočemo v polnosti razviti, vse svoje potenciale dodelati, moram biti v skupini ljudi, ne gre drugače.
In to, da tega nisem navajen od otroštva, od mladosti, Mhm. je handicap, ampak nikoli ni prepozno začeti. Ne. Mhm. Tako bi rekel, ne, pač, ker zdaj, če pri 30-40 človek se odloči iti v skupnost, pa nima veščin, znanj že od mladosti, bo veliko težje se tega priučil. Ne. Ja. Kot učiti se jezika. Ne. Ja. Otrok ga kar povzame in ga zna, Ja. odrasli pa potem se lomimo, ne, ker ne gre tako Ja. zlahka. Ja. Če bi se moral skoncentrirati ali pa izluščiti 3 stvari, napotila, nasvete iz tvoje malhe izkušenj in znanja, ne, na področju pač sonaravnega bivanja, kaj bi bilo, kaj bi izpostavil? Kaj želiš mogoče ponavadi položiti ljudem na dušo, takim, ki pač so usmerjeni v ta način razmišljanja ali pa podoben način razmišljanja, kot ga imaš ti? Prvo, kar bi rekel, je skrbiti, nosite odgovornost za svoje sranje. Pa smo pri psihologiji, ne? Tako je, ja. Ker odločitve, ki jih sprejemamo v življenju, ne morejo, da ne bi prišle s nekimi stranskimi učinki, z nekimi posledicami. Ne obstaja popolna rešitev. Vedno so neki kompromisi. Mhm. In potem v življenju godrnjamo, smo zateženi, pademo v depresije in tako naprej. Osorni. Osorni, ja. Tudi grdi do drugih ljudi. Tako da nositi odgovornost za svoje sranje, ga objeti, si reči, wow, super, the best. Ne. Iz tega izhaja druga stvar, ki bi jo rekel. Če ste se iz nečesa nekaj naučili, potem to ni bila napaka. Torej, navezuje se na prvo misel, ker greniti sebi in drugim življenje zaradi nečesa, kar se je zgodilo, je neumno. Rajši pogledajte to stvar tako direkt in rečete, zgodilo se je, kaj čmo, ne? Kaj se iz tega lahko naučim, da tega ne bom ponavljal v prihodnosti in ljudem še naprej grenil življenje na podoben način. Ne? Tega preveč počnemo, bi rekel. Tretje, kaj bom rekel, pa je, da se je vredno vendarle izzvati pri trdovratnih vsakdanjih navadah in redno se nekako med rebra malo špikniti in si reči, to stvar počnem že 50 let, ali pa 30, ali pa 10, ali pa tudi če samo pol leta, ni važno, na enak način. Kaj pa če jaz to spremenim? Lahko so malenkosti, primer. Inštaliral sem plinski štedilnik v podstrehcu pri šotoru in pač navajen sem bil z levo prijeti vžigalnik in z desno, ampak ni bilo logično, zato ker je pač štedilnik zdaj v drugačnem kotu bil in ga nisem mogel več isto prižgati kot prej in sem rekel, čakaj, zakaj jaz to počnem? Pač z levo bom prijel gumb in bom z desno vzel vžigalnik, ne. In recimo, ko sem v kaki eko skupnosti, vidim, zadnji, kjer sem bil predal za vžigalnik na levi strani. In si pač vzel predal, odprl, vzel vžigalnik in z desno bom prižgal, ker je tam vžigalnik. Pridem iskat vžigalnik in točno vem, da bo na desni strani štedilnika, zato ker je prišel nekdo z desnorok in ga je tam odložil, ker je z levo moral gumb prijeti, ne. Ja. Opazite svoje te nebuloze, ki jih počnete v vsakdanjosti, ker ste čisto na avtopilotu in se izzovite, da jih spremenite. Čisto zato, da niste eni robotki, ne, ki sužni svojih vsakdanjih navad. Ne. In če želite z nečim začeti, pejte počepniti na stranišče, namesto da sedite. Tu se začne zdravje. Kje ljudje lahko najdejo tvoja dela, tvoje knjige? narapetrovič.com, tam je vse. In tam najdete tudi linke na vse ostalo, Vse ostalo, ne. kar se Obstajata zna. tudi 2 dokumentarca, ne. Ja, 2, en je kratek, En je kratek, ja. en je pa daljši.
Nara Petrovič, Nara je enako človek, Mhm. je tale iz 2016 z Mhm. Borisom Petkovičem, ki je tako luštno izpadel, se mi zdi, celovečerni, enourni dokumentarec. Mhm. To je najljubši citat. Zdaj v bistvu je zato, ker, ker sem ga v tole knjigo dal not, ne, mislim, ker je tudi zelo navdihnil to knjigo in sem se ga naučil na pamet, je iz knjige Walden od Henryja Davida Thoreauja. Ja. In citat pravi: šel sem v gozd, ker sem želel živeti premišljeno, se soočiti le s temeljnimi dejstvi življenja in videti, ali se ne bi mogel naučiti, kar me ima za naučiti, ne pa da, ko se soočim s smrtjo, spoznam, da nisem živel. Nara. Ej, hvala ti. Veš da, Res. the best. Pa še kdaj. Ja. Lepo se vajte. Ajde. Čau, čau.